Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Da ne bomo vsak ponedeljek govorili samo o koroni in o vseh težavah, ki jih leta prinaša, smo danes v goste povabili mlado iskrivo dekle in sicer dijakinjo ormoške gimnazije Ano Zemljič, ki je pred kratkim izdala svojo prvo pesniško zbirko. Ana, lepo pozdravljena v naši družbi. Hvala lepa. Kako je, ko tako mlad človek izda svojo prvo pesniško zbirko? Naslovila si jo kako? Ona je poet. Aha, in to si najbrž mislila zase. Ja, res je. S tem naslovom se v bistvu nisem preveč obremenjevala, sem pesniško zbirko naslovila precej spontano in preprosto. Drugače pa občutki, posebej ko pri 19 letih, se pravi precej hitro, izdaš svojo prvo pesniško zbirko, so enkratni, res lepi in sem zelo ponosna sama na sebe. No, morda najprej nekaj o tehničnih karakteristikah te pesniške zbirke, koliko pesmi, kdo ti je pomagal, kdo je ilustriral vse skupaj. Ja, torej v zbirki je nekaj čez 40 pesmi. Razdeljena so pa na 4 tematsko zaokrožena poglavja. In sicer prvo poglavje nosi naslov Minuta za pesem. V tem poglavju so zbrane pesmi o pesmih, o besedi, o branju, o pisanju. Potem drugo poglavje nosi naslov Pod narekovaji, Rad te imam. To je poglavje pesmi o ljubezni in o bolečini, ki tudi pride z njo. Potem tretje poglavje nosi naslov Jaz. V tem poglavju jaz rada rečem, da so zbrane take močne pesmi, v katerih ta lirski subjekt v bistvu išče samega sebe, raste, se razvija. In potem še zadnje poglavje, ki pa je naslovljeno Drugačen čas. V tem poglavju so pa v bistvu zbrane predvsem rimane pesmi in pa pesmi, ki v bistvu vidijo svet skozi ena taka rožnata očala, ki vidijo naravo, vse lepo. Potem sama tehnična izvedba je v bistvu bila v veliki meri, sama postavitev, kako bodo razporejene pesmi, je bila predvsem z moje strani. Seveda smo imeli pač tudi pomoč samega oblikovalca, ki je vse skupaj tudi pač res profesionalno oblikoval. Ilustracije so, naslovna stran mi je ilustrirala prijateljica Antonija Vučanec. Potem 2 risbi, ki sta znotraj, mi je ilustrirala druga prijateljica Maja Urbančič. Vse te male grafike, ki pa so pri pesmih, so pa moje delo. Največ je pa pri sami izvedbi pomagala mentorica na gimnaziji Ormož, profesorica Blanka Erhartič. Tako da bomo dobili boljši občutek, pa nam morda sedaj preberi eno pesem, tako za uvod v naše današnje druženje. Torej najprej bom prebrala eno pesem iz 3. poglavja, ki nosi naslov Svoja. Strastna sem in ti to veš. Morda privlačim, morda vznemirjam. Sem ista in obenem drugačna, ponavadi glasna. Redko dam jezik za zobe, lahko imam neverjetno težo, lahko sem lahka. Včasih sem lahko tudi tvoja, ampak čisto malo, ker sem zmeraj najprej svoja. Bravo, no, to je na nek način pesem opisala tebe samo? Tudi mene samo, pa v bistvu upam, da čim več v bistvu ljudi, ker kakorkoli lahko v življenju nekako pripadamo oziroma smo v nekih razmerjih z različnimi osebami, mislim, da moramo zmeraj biti najprej svoje.
Tako, in potem izhajati končno iz svojih občutkov Res. in iz svojih želja. Res je. Fino, Ana, lepo razmišljaš za tvojih 19 let. Si že bila 19? Ja, sem že bila, ja. To pomeni, da že korakaš proti 20. Ja, No, letos ja. zaključuješ gimnazijo. Kje boš nadaljevala šolanje? Šolanje bom nadaljevala najverjetneje v Mariboru, in sicer na Filozofski fakulteti. Študirati bom šla slovenščino in še en predmet, za katerega se še malo odločam, malo med sociologijo in angleščino. Rada pa bi postala profesorica. Te veseli to, recimo tako sedaj, ko izhajaš, ne, iz tega stališča dijakinje? Ja, poklic v bistvu ta me veseli že od osnovne šole. Jaz sem že v osnovni šoli vedno govorila, da ko bom velika, bom jaz učiteljica slovenščine. In v bistvu je ta želja vedno ostala nekje od zadaj. So se vmes še kakšne druge ideje menjevale, ampak ta je nekako ostala najbolj trdna. Veliko te vidimo nastopati, to pomeni, da si kar najdeš neka stičišča s tem našim lepim slovenskim jezikom, ne, že od nekdaj. Ja, res je. Jaz v bistvu že, lahko rečem, od prvega razreda osnovne šole sem bila vključena v literarno-recitatorski krožek in potem res čez celo osnovno šolo aktivno sodelovala pri, lahko rečem, vseh prireditvah, proslavah, ki so se dogajale v organizaciji šole. Tudi učiteljice že v osnovni šoli so me vse res spodbujale pri tem. Predvsem sem dobila potem v višjih razredih podporo strani svoje učiteljice slovenščine, profesorice Irene Kandrič. Potem pa tudi seveda v gimnaziji sem dobila možnost to še dalje razvijati prek vseh profesoric v bistvu slovenščine. Najprej me je učila profesorica Aleksandra Štih, zdaj trenutno me uči profesorica Blanka Erhartič in tudi oni obe sta mi vedno dajale veliko podporo v tej smeri. No, v kakšni meri torej pomagajo takšne vzpodbude? Najbrž ti sama seveda moraš imeti dovolj volje, pa končno tudi nekega talenta. In koliko so tebi recimo vse te vzpodbude tvojih mentoric, učiteljic, profesoric torej pomagale, da si se razvijala? Ja, jaz v bistvu mislim, da so take spodbude en zelo velik in ključen faktor, zato ker če zdaj pogledam za nazaj, ker imam še vedno shranjene vse zvezke, tudi tiste, v katerega sem zapisala svojo prvo pesem. In vem, da začela sem pisati v 7. razredu osnovne šole in vem, da sem tiste prve pesmi nesla pokazati učiteljici, profesorici Irene. In ona me je takrat res tako močno spodbudila, tako močno je bila navdušena nad tem, da pišem, da me to zanima, da mi je to dalo takšno motivacijo in spodbudo, da jaz še danes rečem, da je ona tista, ki je kriva, pod narekovaje, da sem sploh izdala to pesniško zbirko, ker brez te vzpodbude, brez potem tistih ogromno ur, ki jih je v bistvu preživela z mano, v katerih sva se pogovarjali o pisanju, kjer mi je dala nasvete, me spodbujala. Brez tega ne vem, če bi imela tisto začetno motivacijo, ki je najbolj potrebna. Potem pa seveda, kakor prideš v srednjo šolo, se mi je tudi zdelo zelo lepo, sem se počutila res, kako rečem, mogoče malo pomembno, pa zelo lepo se mi je zdelo, da je takrat profesorica Blanka, ki je takrat še bila ravnateljica, že v bistvu v prvem letniku pristopila do mene in me tudi poklicala k sebi in mi rekla, da bi želela prebrati moje pesmi in mi v bistvu že takrat svetovala in me spodbudila. In potem, ko vidiš, da imaš tudi na neki višji stopnji izobraževanja to spodbudo, je to res ogromno. Seveda, tako kot ste rekli, tudi talent ima zagotovo nekaj s tem.
ampak vseeno tudi pri pisanju, jaz sem vedno rekla, da vaja dela mojstra. Res je tako, ker če pogledam tiste svoje prve, lahko rečem, mogoče svojih prvih 50, pa še več pesmi, vidiš, da si napredoval in da ni več to pisanje isto, kot je bilo takrat. No, se morda spomniš, na kakšno temo je bila spisana tvoja prva pesem v 7. razredu? V 7. razredu mislim, da so bile takrat bolj, za točno prvo se ne spomnim, katera je bila, so pa bile še takrat ali tiste mogoče nedolžne kakšne simpatije, ali pa mogoče vem, da je bilo kar nekaj na temu šole, ko mi je šel mogoče kakšen predmet na živce ali pa kaj takega. Pa tudi takrat je bilo veliko teh, bom rekla, pesmi, jaz vedno rečem takšnih v stilu Toneta Pavčka, takšnih lepih pesmi o življenju, o naravi, v takšnem smislu. Takrat so bile vse res bolj srečno naravnane, takšne res, kot ena sedmošolka vidi življenje. No in ti praviš torej seveda, da v teh letih torej z nekimi vzpodbudami si napredovala, ne? Tako si se izrazila tudi, kar se tiče pesništva. Kje recimo se to vidi? Pri tvojem izrazoslovju sedaj ali pri razmišljanju? Jaz bi rekla, da kar pri obojem, ja. Najprej bi mogoče poudarila, da si veliko več upam. Veliko več upam povedati, biti mogoče bolj, ne ravno radikalna, ampak bolj ostra v svojem razmišljanju, da res izrazim mogoče kakšne stvari, ki niso tako prijetne, ali pa ki imajo res kako močno sporočilo. Seveda tudi v izrazoslovju bo pač zagotovo imaš bolj bogat besedni zaklad v 4. letniku, 3. letniku srednje šole kot v 7. razredu. Pa najbrž tudi, ne vem, ja, v tem, da si več upaš, več kilometrine imaš, vse, po mojem se res na vseh področjih naberajo te izkušnje. Tako je. Verjamem torej, da pesmi prihajajo same od sebe, ne? Recimo potrebuješ kakšno posebno muzo, ne, kot rečete pesniki, oziroma inspiracijo. V kakšnih trenutkih pišeš? Jaz sem glede tega zelo zanimiva, ker pesmi morajo res do mene priti same od sebe. Jaz na silo, se pravi, da bi se usedla za mizo in zdaj pa moram jaz napisati neko pesem, ne vem, na temo ljubezni. To pri meni nikakor ne funkcionira. Pesmi morajo res pač, jaz rečem, poiskati mene in ne bom rekla vse, ampak veliko večino pesmi, ki so v tej knjigi in tudi nasploh, ki sem jih napisala, sem jih spisala tam do 5 minutah. Potem jih mogoče malo samo popravila, ampak je bilo to. Ampak so res pač poiskale mene preprosto. Včasih sploh ne vem, z katerega razloga, točno v tistem trenutku, ampak je že pač moglo tako biti. Tako da res pišem po nekem nenadnem, nekem trenutnem navdihu, ki pa pride, jaz vedno rečem, od vse povsod. No, pri tebi torej ne bi šlo, ne, da ti rečem, napiši mi sedaj eno pesem o tem studiu. Mislim, mogoče še s prisilo do neke mere, ampak z pesmijo zagotovo ne bi bila zadovoljna. No, imaš recimo tako neke verze, neke torej misli, že prej nosiš v sebi, ne? V srcu recimo, da se tako poetično izrazim, ali pač dejansko čakaš tisti trenutni navdih? V bistvu se zgodi oboje. Včasih se mi zdi, da se mi utrnejo verz 2, 3, pa jih potem ponavadi zapišem v beležko na telefonu in jih pač pustim, da tam počakajo, jih mogoče grem kdaj kasneje pogledat in potem
po branju tistega dopišem nekaj zraven. Včasih pa se mi res preprosto neka misel utrne in mi potem res iz tiste misli, po domače povedano v šusu, spišem pesem. No, kot si že povedala in kot tudi vemo, ne, veliko že od otroških let, v bistvu od 1. razreda nastopaš, je tukaj kakšna povezava, recimo, da si sploh začela tudi ti pesniti torej? Jaz sem prepričana, da je, zato ker sem v bistvu že od čisto malega, še preden sem sploh vstopila v šolo, so mi doma, in še preden sem vedela brati sploh sama, so mi doma ogromno brali. Razne knjige, pravljice in meni je mama kasneje tudi povedala, da ko mi je eno pravljico recimo 2-krat, 3-krat prebrala, sem si jaz tako dobro zapomnila, da če se je ona kje zmotila ali pa kaj želela izpustiti, sem jo jaz kar popravila. Kasneje pa seveda s tem nastopanjem, ker avtomatsko zraven prebereš ogromno tekstov, tudi ogromno pesmi, recitacij, se mi zdi, da se ti nekako gre ta ena ljubezen najprej do same pisane besede in do branja ti kar leze pod kožo. In se mi zdi, da brez te podlage, da mi je sploh branje postalo všeč, brez tega, da sem začela nekako ceniti to pisano besedo, verjetno res, po mojem, ne bi začela ravno pisati. Tako da je zagotovo to imelo zelo veliko vlogo. Ja, torej, veliko vzrokov je najbrž tudi, da si začela pisati. Je to mogoče kakšen, no recimo, zakaj mlad človek recimo začne pisati? Dobro, mlad, lahko tudi starejši, ne? Jaz sem vedno rekla, da so bile moje pesmi na en način, predvsem od začetka, no, tako kot en moj dnevnik. Da sem v njih skrivala kakšne svoje občutke, ki jih ali nisem želela nikomur povedati, ali pa preprosto sem jih želela nekam samo zapisati, da so šli ti občutki iz mene. To je bilo res na začetku in to se je kasneje razvijalo in ne bom rekla, da še zdaj ne skrijem v pesmi sebe ali svojih občutkov, ampak bom rekla, da ne več samo sebe, ampak tudi dam v pesmi vse, kar vidim, ali sama v življenju pri drugih, ali kakorkoli drugje, po televiziji, v kakšni glasbi, res pač kjerkoli. Pri meni je bil predvsem to razlog. In pa to, da so mi pesniki, pesnice se odzmeraj zdeli taki zanimivi, takšni skrivnostni ljudje in je tudi eno to navdušenje bilo prisotno. No, si že povedala v teku najinega pogovora, da rada bereš Toneta Pavčka. So še kakšni drugi, ki te posebej navdihujejo? Ti naši slovenski predvsem? Ja, od slovenskih me zelo navdihuje oziroma mi je zelo všeč Svetlana Makarovič. Ne samo kot pesnica, tudi kot oseba, kot ženska, ker se mi zdi takšna res samosvoja, je vseeno za mnenje drugih, ona bo vedno naredila tako, kot se njej zdi prav in to mi je zelo všeč pri njej. Pa tudi se mi zdi, da imava precej enak, oziroma ne mogoče enak, podoben pogled na samo umetnost, na pisanje, ker je ona enkrat v enem intervjuju rekla, da se umetnost rodi iz bolečine. Kar se mi zdi tak zelo zanimiv, pa tudi do ene mere resničen citat. Potem od slovenskih sem pred kratkim recimo prebrala zelo zanimivo pesniško zbirko tudi mlade pesnice Polone Rodič, ki nosi naslov Sestradana. Je pa mi recimo všeč tudi
poezija Vinka Möderndorferja. Lahko pa se tudi pohvalim, da mi je gospod Möderndorfer napisal v bistvu mnenje oziroma recenzijo te knjige, ki je tudi znotraj knjige, na kar sem še posebej ponosna, da mi je v bistvu takšen pomemben pesnik, tak res eden izmed najbolj znanih, pač res sodobnih pesnikov, da je rekel pozitivno mnenje o moji knjigi, mi je res največ pomenilo. No, v času tvoje generacije na ormoški gimnaziji smo predstavili tudi Sandro Kumer. Vidve mogoče sodelujeta na kakšen način? Data ena drugi kakšno pesem za prebrati? To zagotovo dava. Izmenjali smo se tudi pesniški zbirki. Bi pa rekla predvsem to, da se mi je recimo, ko sta zdaj obe zbirki izšli, kako zanimivo se mi je zdelo, kako res drugačni sta si. Vsaka na svoj način res zelo izstopa in se mi zdi to res zelo dobro, ker recimo predvsem mlade oziroma še mlajši, mogoče tisti osnovnošolci, da vidijo, da pesnjenje, pesmi niso samo en način, da ni samo ene standardne oblike, samo tako je prav, da se lahko res preko pisane besede umetniško izražaš na stojen en način. Kdo pa ti je pravzaprav dal spodbudo, da zbereš te pesmi, da jih poiščeš, torej tiste po tvojem mnenju najboljše? Ja, to se je v bistvu začelo tako, da je profesorica Blanka preko projekta Rast, ona oziroma gimnazija smo dobili evropska sredstva, ki so bila namenjena k izdaji te knjige in k izdaji knjige sošolke Sandre. Potem je v bistvu ona bila tista, ki je to vodila, vse stike, ki so bili pač potrebni, navezala. Zdaj pri sami knjigi mogoče največ dela oziroma ves ta izbor pesmi sem delala sama, seveda z njeno pomočjo. Potem pa je ona v bistvu prevzela tako lektorstvo kot vse tiste tehnično pač potrebne stvari, navezala stik s tiskarno, z oblikovalcem in tako dalje. Verjetno še sama sploh ne vem, kakšno vse papirologijo je mogla dati skozi, da je pač pesniška zbirka prišla v natisnjeni verziji ven. No, sedaj je čas še za kakšno pesem, ne? Da bova lažje potem nadaljevali. Prebrala bom pesem iz zadnjega poglavja, nosi pa naslov Morda. Morda si kdaj bil muza poetu in morda kdaj roža v majskem cvetu. Morda si kdaj bil nemir v očeh in morda kdaj ljubezen, ki izgubila je sled. Morda si kdaj bil križišče poti in morda si položil vanje svoje sledi. Morda si kdaj bil začetek življenja in morda si bil konec, repriza trpljenja. Kako nosi naslov ta pesem? Morda. Aja, si povedala. Morda. Dobro, ta pesem nam tudi da izhodišče, ne, za eno tako globoko razmišljanje. Je namenjena vsem ali samo tebi? Vsem, zagotovo vsem. Je bila tudi napisana predvsem spontano, v tistem razmišljanju, kaj vse smo morda enkrat nekomu že bili. Aha, no, to so globoke misli, mlade ženske. Kako pa ljubezen, Ana? Jaz bom tako rekla, da se trenutno najbolj učim imeti rada samo sebe
in da mi je to najbolj pomembno, za vse drugo pa jaz vedno rečem, da še bo čisto dovolj časa. No, rekla si, da nekako ti je moto oziroma ti je všeč razmišljanje Svetlane Makarovič, ne, da pesmi nastajajo iz bolečine, ne, pa sem mislila, da morda ne. Je bila kakšna nesrečna ljubezen v ozadju? Ne, ni bilo nič takega. Ta v bistvu moto oziroma ta njen stavek se mi zdi zanimiv predvsem iz tega razloga, ker tudi ko sem samo sebe opazovala, ko sem pisala, se mi zdi, da sem tiste boljše pesmi spisala, ko sem bila vse drugo kot v neki res dobri volji. Pa ni nujno, da sem sama doživela neko bolečino ali jezo ali katerokoli drugo negativno čustvo, ampak preprosto, da sem bila naveličana šole ali česarkoli drugega in je v meni bilo mogoče tisto malo bolj takšni neprijetni občutki in se mi zdi, da sem v tistem, da tisto mogoče čutimo tudi ljudje bolj močno, kot recimo veselje, recimo, ko nas nekaj boli, to dosti bolj občutimo in ravno zaradi tega se mi zdi, da iz tega mogoče, vse pri meni, mogoče ni pri vseh tako seveda, nastanejo boljše pesmi. Morda. Morda. No, vidiš, takoj lahko uporabiva to besedo. Kako pa sicer tako v Ormožu gledaš na življenje mladih? Trenutno nas seveda omejuje situacija, da ne bova sedaj o tem govorili. Kako pa sicer mladi v Ormožu funkcionirate? Jaz bom v bistvu rekla, da mi je samo življenje v Ormožu precej pri srcu. Zato sem se tudi odločila v bistvu, da po osnovni šoli vpišem se v gimnazijo Ormož, ker sem si želela še nekaj časa v bistvu preživeti v tem malem mestu. Se mi zdi, da mogoče včasih preveč se fokusiramo na neke negativne plati tega malega mesta, nimamo dostopa do tega, pa do tega, pa do tega, pa vedno nekaj slabega najdemo. Ampak imamo pa mogoče malo bolj mirno okolje, recimo tudi, čeprav smo rekli, da se ne bomo pogovarjali o tem, tudi v tem korona času se je to izkazalo kot zelo priročno. Mislim, da bi vsak v takšnih razmerah raje živel nekje odmaknjeno, kjer ima dostop do narave, do tega, kot pa nekje sred Ljubljane, Maribora v kakšnem bloku. Pa tudi zdi se mi, da smo mladi, da se res pač poznamo en drugega, da ta poznanstva so mi tudi všeč, da res, če greš kam ven, če se kaj dogaja, res lahko rečeš, da vsakega drugega ali tretjega poznaš. In to je tudi ena taka zanimiva izkušnja, ki je verjetno mladi iz večjih mest nimajo. Ja, ljudi moraš imeti rad, posebej domače, potem pa je vse povsod lepo. To je moje mnenje. Res je, se strinjam. No, kje pa se vidiš enkrat v budućnosti, ko boš doštudirala, ko boš pač profesorica slovenščine in še kaj, ne? Mislim, da bo temu najbolj botrovalo v bistvu to, kje bom dobila zaposlitev. Je mogoče tiha želja, da bi enkrat učila na ormoški gimnaziji, ko se bo seveda kakšna profesorica slovenščine upokojila. Do takrat pa v bistvu nisem čisto prepričana. Zagotovo si želim izkusiti tudi življenje v nekem večjem mestu, tudi pač v času študija. Bom tako ali tako v Mariboru, potem pa bomo v bistvu videli, no. Tako ali tako imam kar nekaj let študija, potem pa bomo videli najbolj, kako bo z službo in z vsem tem. Je pa tista ena tiha želja v bistvu
se vrniti v Ormož in v bistvu tu poučevati. Dobro, veliko si povedala s tem enim stavkom. To je tudi to, kar si želimo, ne? Da se nam mladi vrnejo po šolanju nazaj v Ormož. No, seveda pa ne morem mimo tega, ne, da te ne vprašam, kako se živi, kako dijaki Ormoške gimnazije funkcionirate. Slučajno si sedaj ti ena izmed teh tukaj, da nam lahko malo to opišeš. Kako ta vaš pouk nadaljavo poteka? Funkcionira to tako, kot si želite? Ja, zdaj to najprej govorim čisto splošno. Pouka nadaljavo se zagotovo ne da primerjati s poukom v šoli. Ni isto, ni tistega stika, ni enake funkcionalnosti. So pa profesorji na gimnaziji Ormož se res potrudili. Že spomladi so res pomagali, res se trudili, kolikor se je dalo. Zdaj pa se mi zdi, da smo bili vsi, tako mi kot oni, še dosti boljše pripravljeni in se mi zdi, da pač kolikor je to seveda mogoče, pouk in samo delo funkcionira zelo dobro. Profesorji, vsaj jaz imam take izkušnje, so pripravljeni pomagati, so odzivni, dobiš od njih povratno informacijo. Všeč mi je tudi, da imamo pouk ne vsega, ampak kar nekaj, no, tudi preko teh videokonferenc, ki se mi zdi, da vsaj približno nadomestijo ta pouk v živo oziroma to neko profesorjevo razlago. Smo pa se tudi s samimi profesorji zdaj že zelo dobro ujeli in se uskladili v tem, predvsem koliko teh videokonferenc imeti, ker smo tudi mi, moram reči, da so nas poslušali res, ko smo povedali, da smo bili v enem trenutku res od 8 vjutro pa do 2 popoldan za računalnikom in smo v bistvu izrazili željo po manjšem številu teh videokonferenc in so nas res poslušali, tako da mislim, da smo se res dobro ujeli in da kolikor je pač v teh razmerah mogoče, dobro funkcioniramo. No, recimo, kako izgleda en predmet, ne vem, opiši nam, no, ker težko si predstavljamo, veš, recimo, kako razlaga snovi poteka, no, to nas malo zanima. Recimo, trenutno se pri slovenščini pripravljamo na pisni preizkus in v bistvu izgleda že nasploh dan tako, najprej v nedeljo zvečer dobimo s strani šole poslan urnik videokonferenc, potem imamo tam z rdečo obarvane tiste, ki so obvezne, z črno pa so napisane tiste, ki so neobvezne, je pa, se mi zdi pomembno poudariti, da tudi pri teh neobveznih konferencah je učitelj oziroma profesor na voljo. Se pravi, če imaš kakršno vprašanje, težavo, lahko tudi tisto uro kaj vprašaš. Sam pouk pa poteka v bistvu, če je preko videokonference, poteka preko Zooma. Ob dogovorjeni uri se vsi prijavimo, imeti moramo pripravljeno gradivo, ki nam ga tudi pač profesorji predpišejo. Ponavadi je to tako ali tako zvezek, učbenik, delovni zvezek, če pa je kaj posebnega, pa nam to tudi profesorji sporočijo preko maila. Potem pa v bistvu preko videa profesorica razlaga snov, tako kot bi jo razlagala v šoli. Projicira nam tudi kakšne PowerPoint predstavitve, vaje in potem v bistvu se pogovarjamo, delujemo, tako kot bi delovali v šoli. Če pa nimamo videokonference pri katerem predmetu ali pač tisti dan, pa potem dobimo v spletno učilnico delo, ki ga moramo tudi pač v nekem določenem roku oddati. Dobro, kako pa bo torej preverjanje znanja potekalo oziroma kako poteka? Ja, v bistvu smo odpisali zdaj že nekaj testov. Profesorji so do zdaj v bistvu ubrali podobne načine.
nemščino in angleščino smo, recimo, govorim zdaj na našem razredu, smo pisali preko kviza v spletnih učilnicah. Najprej smo se prijavili v Zoom, imeli smo kamere in potem se v bistvu prijavili v spletne učilnice, reševali ta kviz. To je bilo v bistvu to. Zdaj, najbrž je bilo tudi pri teh predmetih lažje, ker tudi goljufanje ni pač pri jeziku v bistvu zelo težko goljufaš, recimo, in profesorice niso imele neke težave s tem, da bi se obremenjevale, če bo to res naše znanje ali ne. Pisali smo tudi matematiko, recimo, to je pa izgledalo tako, da nam je profesorica projicirala nalogo, potem je rekla, imate 10 minut, na primer, da nalogo rešite, potem je opozarjala še 2 minuti, še minuto, konec, potem so morali nalogo slikati in jo takoj oddati v spletne učilnice. Potem pa, recimo, jaz v četrtek zdaj pišem zgodovino, izbirni predmet na maturi, in je profesorica rekla, da bomo pisale 3 punce smo, tako da nam bo poslala test v Wordovem dokumentu, da bomo pač imeli vključene kamere, da bomo potem ta test rešile v Wordovem dokumentu in ji ga poslale nazaj. Na isti način smo recimo pa pisali tudi spis pri slovenščini. Tako da, ker vem, da so bile kar ene taka vprašanja, če so ta ocenjevanja res realna. Jaz, ki mogoče sem res na svoji koži to izkusila, bom rekla, da vsaj v srednji šoli so precej realna, ker tudi če bi želel goljufati, bi bilo to precej težko, pa močno dvomim, da bi ti res občutno zvišalo oceno, ker je preprosto preveč vsega. No, fino. Aha, še eno vprašanje v zvezi s tvojim ustvarjanjem, da ne bova zašli, ne? Ja. Prozo tudi pišeš? Prozo sem začela pisati, oziroma začela poskušati pisati, je mogoče boljše rečeno, pred kratkim. Do zdaj pa mi je bila v bistvu pri srcu za moje pisanje samo poezija, ker sem imela občutek, da se v prozi ne vem dovolj dobro izražati, oziroma da ne vem neke ideje za samo zgodbo razviti dovolj na široko, da bi to mogoče res sestavilo neko knjigo. Ampak se počasi popravljam v tem, ker imam tudi željo napisati roman oziroma pač tudi začeti pisati prozo. Ja, zanimivo, ne? Še bomo slišali o tebi, Ana. Upam. Ana, za danes hvala lepa, da si vzela čas. Upam, sedaj si špricala, ne? Verjetno kakšno videokonferenco. Trenutno v bistvu videokonference nisem špricala, tako da ni panike. No, za konec se poslovi od nas še s kakšno svojo pesmijo? Z veseljem. Bom pa prebrala pesem, iz katere sem v bistvu vzela naslov za pesniško zbirko. Naslov te pesmi pa je Poslušaj. Poslušaj jo, ona je poet. Raziskuj naš svet preko njenih besed. Poslušaj jo, ona je poet. Ogrni se v plašč besed in z njeno dušo boš objet. Poslušaj jo, ona je poet. Bravo, Ana. Hvala lepa, torej še enkrat veliko uspeha ti želimo. Upam torej, da boš kmalu prišla predstaviti naslednjo zbirko. To bo verjetno v času študija, ne? Aha, reci nam še samo, kako pa se na maturo pripravljate v tem času? Velika odgovornost je bila res preložena na dijake same,
se pa v bistvu pripravljamo tako, kot se učimo pri nematuritetnih predmetih oziroma pač pri rednem pouku. Ravno tako imamo videokonference z profesorji in ponavljamo snov, utrjujemo snov, veliko pa se moramo učiti seveda tudi sami. Vse je torej odvisno od vsakega posameznika. Res je. Tako kot pravim, srečno, Ana, se vidimo. Želimo ti torej veliko še takih navdihujočih pesmi in seveda kakšno posebno muzico. Najlepša hvala za povabilo. Srečno. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, Ana Zemljič je bila danes z nami, predstavila je svojo prvo pesniško zbirko, ki nosi naslov Ona je poet. Vse dobro vam želimo, pazite nase, pa se vidimo znova čez teden dni z novim gostom. Srečno!